Zaradi epidemije novega koronavirusa je v tem šolskem letu odpadla večina državnih tekmovanj. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato pripravilo predlog, po katerem bi devetošolci, ki želite zaprositi za Zoisovo štipendijo, kot izjemni dosežek uveljavljali tudi dosežke iz 8. razreda. Predlog morata potrditi še vlada in državni zbor, v tem postopku pa se lahko predlog še tudi spremeni. No, če bo sprejet, vas bomo o tem seveda obvestili. 23. maja, torej čez dober teden, se bodo odprle vse telovadnice, tudi šolske. V njih bodo znova lahko trenirali vrhunski športniki, pa tudi tisti, ki jim šport lepša prosti čas. Treningi bodo torej lahko s polno paro spet stekli tako, kot smo vajeni. Tudi tekmovanja bodo ponovno zaživela, a sprva še brez občinstva. No, finale tekmovanja o podjetniških idejah mladih Popri pa se je letos preselilo na splet. Tekmovalcem, ki so velik del šolskega leta razvijali poslovne ideje, je strokovna žirija tam vseeno priskrbela uporabne informacije. Nahajam se v Novi Gorici pred Slovenskim narodnim gledališčem, kjer bi morala potekati zaključna prireditev in razglasitev zmagovalcev podjetniškega tekmovanja za mlade Popri 2020. Zaradi razglašene epidemije pa se je prvič v 17-letni zgodovini Poprov zgodilo to, da smo tekmovanje morali prestaviti na splet. Pozdravljeni, se vam je že kdaj zgodilo, da vam je zmanjkalo energije, ko ste je najbolj potrebovali? V nekih pogledih je bilo lažje, v drugih težje. Definitivno bi raje šla tja in v živo se srečala z komisijo. Vseeno si za ekranom in ni tako strašno, če lahko tako povem. Bila sem pod velikim stresom, že zaradi tega, ker je bilo drugače. Iz preprostih modelčkov, iz kartona in gline smo prišli na konkretne modele in tudi kar nekaj uvrženih idej. Definitivno je bilo v živo lažje, ker smo lahko si tako izmenjali mnenja, vprašanja. Tukaj prek Zooma smo se pa mogli dobiti ob točni uri in si takrat vsa vprašanja, ki so se nam porajala čez dan, izmenjati. Malo je bilo težje, ker so bile tehnične težave in tako stresno, ampak to bi bilo tudi v realnosti, tako če bi se vedeli na navaden način. Pomembno je bilo sodelovati še naprej zato, da smo lahko dokončali svojo poslovno idejo. Hvala, Doroteja. Evo, ravno v času, zdaj pa še 5 minut za vprašanje komisije. Sem se naučila, kako govoriti pred kamero, kako delati z denarjem, kako biti dober podjetnik. Dobiš nove izkušnje, mogoče se najdeš v neki stvari. Od strokovne komisije so prejeli številne zelo koristne napotke in usmeritve, kako svoje ideje še izboljšati in nekoč realizirati v svojem podjetju. Potegovali so se pa tudi za nagradni sklad, vreden 30 000 evrov. Rezultati bodo znani 15.5., torej danes, ob 16. uri na Facebook strani Popri. Gremo na zmago.